Ja, dober dan, zdaj moram jaz nekaj. Aha, morate mi dati dovoljenje, da delim zaslon. Ja, bo Franci takoj uredil. Ok, in zdaj situacija, kot vidim, je taka, da imam jaz zdaj na voljo 17 minut, da vam razložim, zakaj splet tak, kot je. Ne. Okay, Sem vam napisala, mi smo prišli vas poslušati in vas bomo poslušali do konca. Ok, a to delitev dela, vidite vse. A vidite 4 korenje? To vas, ko se napijete, pa vas ustavi policaj in reče, a vidite 4 korenje tle, a vidite? A dela to? Dela. Ok, dela, v redu. Zdaj dejansko, pazite, mislim, to, kar mene res zanima, je najširši možni pogled. Zato, ker je to najtežji. To je dejansko najtežji. Mi smo pač narejeni, da parcialno pač se nekaj specializiramo in potem tisto okopavamo in je super. Ampak mene zanima najširši možni pogled. In zdaj imam jaz teh nekaj minut, da vam pokažem. V bistvu je ideja, kako smo prišli do današnjega odnosa do dela. In to bo res zelo hiter. Mislim, jaz bom kar hiter govoril. Tako da jaz gospe tolmački opravičujem, če se bo začel kaditi iz rok, naj me malo ustav, ker zaradi dima poje se nič vidi. Ampak to je neka toliko obširna tema, da slačati jo neko realno, je to res nek hiter pregled. Zato se lotimo, kvačmo zdaj. In začnimo s tem, se veste, kar po internetu ste gotovi že preplavali ta citat iz Freuda, da pač v življenju sta pomembna ljubezen in delo. In ta citat je že preplaval do vas in tle nimam jaz kaj reči, kot da se strinjam. Ampak poglejmo to malo bolj podrobno. Poglejmo, to je zdaj moja varianta Freudove izjave, sicer ideje, življenje, lovljenje ravnotežja med smiselnim delom in smiselnimi odnosi. To ljubezen sem spremenil v smiselne odnose, ker pač jih je več ljubezni, pač imamo partnerja, pa otroke, pa kaj pa jaz tem, in itak smo družbena bitja, se pravi, imamo odnose tudi z ljudmi okoli nas, sodelavci in tako naprej, in to je zelo fajn, če so smiselni. In to ravnotežje najprej pogledamo med smiselnim delom in smiselni odnosi, kjer ga vsi balansiramo vsak dan sproti. In zato pojmo nazaj v to, kar mene zmeraj zanima. Jaz sem začel kot programer včasih, ko so bili računalniki še tako primitivni, da smo mogli zmeraj vprašati, kako pa je to narejen, preden si začel programirati. In moje vprašanje tle, sem si ga sebi zastavil, kako smo pa mi narejeni, preden začnemo razpravljati o teoriji. In zato je treba pogledati v prazgodovino, v lovsko-nabiralniške skupnosti, v katerih smo mi živeli 400 000 generacij. Pazite, ne 400 000 let, ampak 400 000 generacij. In naša biologija je narejena za to. Zdaj, se mi lahko gremo čez to, ampak se pa moramo zavedati, da gremo čez našo biologijo. In stvar je taka. Lovsko-nabiralniške skupine so delale od 2 do 3 ure na dan. Preostal čas je bilo pa druženje, klepet, higiena, zgodbe, nakit, slikanje, skratka. Skratka, narejeni smo za 2 do 3 ure dela dnevno. In poglejte, tudi sodobne raziskave kažejo, da lahko delamo 2 do 3 ure visoko osredotočenega ali pa ustvarjalnega dela in 6 ur brklanja, pa siesta, gremo malo spat in to popoldne lahko ponovimo še enkrat. Če je panika, lahko to ponovimo 3-krat na dan. Ja, in potem je meni toliko zanimivo, ker v nekih državah zdaj eksperimentirajo in znižajo delovnik na 7 ur. In storilnost ne pade. Seveda ne, ker 1 uro pač manj brklamo. In zdaj boste vi rekli, pa da jim bo delovnik samo 3 ure. V bistvu tudi ne. 1 uro rabimo, da prijemo, pa malo poklepetamo, pa kavo pijemo, se pravi brklamo, potem 3 ure intenzivnega ustvarjalnega dela in potem 1 uro, da pakiramo in še malo poklepetamo in v bistvu jaz se tega sklepam na 4-urni delovnik bil čisto zadost. Skratka, če se vrnemo v to prazgodovino, v 400 000 generacij, če je bilo 2 ure na dan za delo, je bilo torej vse preostalo za odnose. Ker tisto od umetnosti do trebljanja uši drugemu, to so odnosi, to je bližina in odnosi. Kar pomeni, da je bila tehnica med delom in odnosi izjemno močno nagnjena v odnose.
In dajmo pa pogledati danes, ne, kako je ta tehtnica. Poglejmo, kako je stanje z odnosi. Ameriška anketa, raziskava, starši in otroci se smiselno pogovarjajo 3,5 minut na teden. 3,5 minute na teden je smiselnega pogovora med starši in otroci. Smiseln pogovor ni to, da vi unga maltretirate, kva je ubil, pa kaj je naredil, pa kaj je levo šel, pa kva mora narediti, pa se je učil. Ne. Smiselni pogovor je izražanje svojih notranjih duševnih stanj. In če ste brali recimo veliko uspešnico Belo se pere na 90, je to zgodba o ljudeh, ki niso sposobni izražati svojih duševnih stanj, in zato jaz v svojih kolumnah večkrat omenil, da smatram, da Slovenci imamo velik manko v izražanju svojih smiselnih duševnih stanj. In po mojem še slabše kot Američani, to so ameriški podatki gor. In koliko se pa pogovarjajo zakonci smiselnega pogovora, sem pa vzel en priročnik, ki se mi je zdel smešen. Nek priročnik o srečnih zakonih temelji na tem, če se boste 10 minut pogovarjali, je to srečen zakon. Pazite, o tako majhnih količinah govorimo, kar pomeni, da so odnosi škripalni. 3 minute na teden, 10 minut na dan. V primerjavi s 10 urami v pravi zgodovini odnosi so škripalni. In tehtnica se je nagnila v delo. Se pravi, če nimamo stabilnosti v odnosu in globine v odnosu, potem pobegnemo v delo. Ne gre drugače. Okay. Zdaj pa poglejmo, kako je s tem smiselnim delom. In začnimo s to novico. Zaradi čezmernega dela umre 750,000 ljudi na leto. Okay. Se pravi, tehtnica je res globoko v čezmerno delo. Ampak kako smo mi prišli do sem? 4 razlogi so. En je pač egoizem, druga zgrešene vrednote, tretja delo kot kazen, četrta izguba smisla. In skozi te bi se jaz zdaj sprehodil. Če pa zmanjka časa, me pa odklopite, se jaz to lahko tudi tle povem naprej, sam se. Ok, ajmo. Gremo najprej se lotimo dobe egoizma. In to že zahteva en širok pogled. Pazite, človeška zgodovina je valovanje od kolektivizma proti individualizmu in nazaj v kolektivizem in nazaj v individualizem in tako naprej. In v 60-ih letih je, pazite, seveda bila Sovjetska zveza in komunizem in kolektivizem, družba, kolektivizem. Na drugi strani pač v Ameriki hipi, kolektiv. In seveda je do tega nastal odpor. In prvi odpor je v bistvu odpor ekonomistov Chicaške šole, predvsem Milton Friedman s tem v svojem septembra 70 znanim člankom, da pač edino, kar podjetje mora početi, je ustvarjati profit. Tle ni ne družbene odgovornosti, ne človeške odgovornosti, profit. Kar so potem poenostavili v slogan pohleb je dober. Ne? In seveda, kjer je krenila ekonomija, je sledila tudi znanost. Knjiga Richarda Dawkinsa, kjer bom zdaj zelo poenostavil, o sebičnem genu. To je naslov, sebični gen. In osnovna trditev poenostavljena, ampak to je ključ, da najbolj radi imate samega sebe, ker ste 100% iz lastnih genov. Za pol manj radi imate svoje otroke, ker imajo samo po 50% vaših genov, in za četrt radi imate vnuke, ker imajo samo po četrt vaših genov. Že takrat sem jaz to bral, leta 76, se mi je zdelo to kolosalna neumnost, ker vse te vojaške zgodbe so zgodbe o ljudeh, ki se laufajo, ne vem, pod bombami in granatam, da rešujejo totalnega neznanca. Oziroma, lani enkrat sem bral novico, ko je en pes je padel v deroč potok in 3 sprehajalcev je skočili, da bi ga rešili, in vsi so utonili. Edin pes je preživel. A pa so si oni delili kakšne gene s psom? Jaz mislim, da ne. No? In kar pomeni, ampak pa se, to je knjiga ratala tako popularna, da če niste takrat že in brali takih knjig, se ne morete predstavljati, kako. Od spodaj vidite, da Google omenja nominacijo za najboljšo znanstveno knjigo vseh časov. Vseh časov, pazite, to, da je gen sebičen in pohleb dober v resnici poj. In seveda sledila je politika. Tam imate Margaret Thatcher in njeno izjavo, da družba ne obstaja, obstajajo samo posamezni ljudje in njihove družine. Kar je v duhu Richarda Dawkinsa, da so geni sebični.
In zelo zanimiva izjava za nekoga, ki je bil izvoljen, da vodi družbo, je, da pač družba ne obstaja. In tle vam navajam nekaj, še ne toliko dolgo nazaj, je Katoliška cerkev Rim nabirala podatke, katere smrtne grehe se ljudje pridejo spovedati. In to je globalna raziskava, ne? In zato sem bral leto 95, ker je to zadnjič, ko je pohlep še med smrtnimi grehi. Pa je pa zginil, ni ga bilo več, že tle na zadnjem mestu, pa je pa gotovo, mislim na koncu. In to je zelo zanimivo, če nek smrtni greh neha biti greh in postane vrlina, potem se nekaj globokega spreminja v družbi. Zdaj, tle bi sam jaz še pripomnil, kako lahko je biti moški. Ne? Za 3 glavne smrtne grehe pri moških, ne, se pač, ne vem, pogledate pornič, zraven jeste čips, poležite na kavču in ste naredili 3 glavne smrtne grehe. Medtem ko ženske se morate pa res ful truditi, no, da resno grešite. Okay? Skratka, pohlep je zginil od smrtnih grehov in in ker pohlep ni bil več, se je nenadoma razlike v plačah med najbolj plačanimi Wall Street direktorji in ostalimi so se začele rasti. In zato so delavci krenili v večjo produktivnost. To je res, ampak plače se realno niso povečale od leta 70. Produktivnost raste, še zdaj ta graf je malo star, tle so kaže, da bi plače zelo malo zrasle, ampak so spet padle v krize leta 82 in so iste od leta 70. leta, zadnjih 50 let. In zdaj ta razlika med plačami večine zaposlenih in produktivnosti in rastjo BDP-ja, bruto družbeni dohodek raste, blazno, plače isto. In še kar je najhuj, mobilnost je padla totalno. In najmanj mobilna država, socialno mobilna država na svetu tle je Amerika. In to je samo bajka, če ste v Ameriki, boste pa zdaj vi nekaj začeli in imate najmanj možnosti, da obogatite, recimo, ali pa da najmanj možnosti, se pravi, v vseh drugih državah, ko se gor naštete, predvsem Skandinavija, imate več možnosti, da nekaj pač naredite iz sebe, kakor v Ameriki. In zato smo prišli do sedanje družbe, ki je globoko razslojena, ker je ta razlika med produktivnostjo in plačami je šla pač med bogate in ta podatek lanski, 50 najbogatejših Američanov ima toliko premoženja kot polovica države, kar je redko v zgodovini. In to je en vzrok za odnos dela, bom pa zaokrožil. Drugo so zgrešene vrednote. Glede na to, da je pohlep dober in geni vas terajo, da nagrabite čim več, kakor morate, smo prišli do pravila, da če bolj koristite družbi, manj plačila boste za to dobili. Tle sta 2 raziskave, leva je ameriška in je fundirano nek indeks, koliko kdo koristi družbi. Recimo prvi je raziskovalec, ki ima 9-krat korist družbi. Učitelj je 1, inženir je isto neutralen, odvetniki že rahlo škodijo družbi, reklamarji še bolj, menedžerji še bolj, finančniki pa najbolj. Glede to, da bo ta honorar meni plačal finančnik, že vidim, da bodo težave. Druga na desni je angleška, je pa o absolutnih zneskih v funtih. Bankir v Cityju zasluži 5 milijonov funtov letno in povzroči 7-krat več škode družbi za ta denar. Davčni svetovalec, to je poklic, ki je po definiciji narejen za to, da škodi družbi, naredi kar 11-krat več škode družbi, pa se pa obrne. Čistilka v bolnici je 10 prodajena, ona dobi plačo, ampak 10-krat več koristi naredi, kar dobi plačano, smetar 12-krat, varuška 7 in tako naprej. In to soboto sem bral Financial Times, ki je glasilo pač sodobnega kapitalizma. In je bilo tako smešno, iz tega citata, da so otroke v 3. razredu osnovne šole sprašvali, kdo več zasluži, medicinska sestra ali bankir, so otroci seveda rekli, ja, medicinska sestra. In iz tega so napisali članek na 2 velikih straneh formata, kako so otroci finančno neizobraženi, da moramo v šolah zvišati njihovo finančno izobraževanje,
ker mora jim biti jasno, da seveda mora bankir neprimerno, mislim, ne, ni pa, tle nikomor tam, meni je tako fascinantno, nobenemu od vse une redakcije ni padlo na pamet, kaj pa če imajo otroci prav, kaj pa če bi bile mogle medicinske sestre biti bolj plačane in bankiri manj. Tretjo, delo kot kazen. O tem se pa res ne govori. Ampak kaj je ustvarilo človeka? Človeka so ustvarili človeške možgane, predvsem odnosi in igra, kot je raziskoval John Huizinga, Nizozemec, upam, sem prav izgovoril. Ker paste, vsem, kar nas res zanima in kar počnemo z veseljem, je element ustvarjalnosti in torej igrivosti. Ustvarjalnost sama po sebi je igrivost, ne more biti drugače. In če imate vi vse igrivost, imate in voljo do veselja in do sprememb in do življenja in do vsega. Ampak, pa ste zdaj, ne? Kako se je začela Amerika? Na ladji Mayflower so se zbrali puritanci, ki so ugotovili, da v Evropi ne bodo mogli narediti novega sveta in so šli delati novi svet drugam. Ampak puritanski svet prisega na trpljenje. In to je treba zelo vedeti. Jaz ni zdaj časa, da grem po razvoju puritanske misli, ki je izjemno močna v Ameriki. In z tem izjemno močna po celem svetu. Ker mi, ki beremo nek ameriški priročnik o poslu ali o čemerkoli, je to puritanizem o trpljenju in trudu not vključen. To morate vedeti. In naštel bi samo, omenil bi Thomasa Carlyla, da delo mora biti trpljenje. Delo mora biti, njegov citat, worship of sorrow, čaščenje žalosti, tuge. In delavec mora svojo službo nositi, kot je Jezus nosil svojo trnjevo krono. Kar je zelo spodbudno, če imate tazga šefa, moram reči. Ne? In tudi pri nas, če berete Simona Gregorčiča, eno pesem, ne, ni praznik pred dragimi naše življenje, ne, ampak je delovni dan in vi ste rosni in potni in slajša vas človeško trpljenje, edino, kar vam slajša bivanje. Ne. Okay? In zato seveda pridemo do te raziskave iz 4 let nazaj na konferenci mladih poslovnih žensk. 2/3 udeleženk nima zase niti 10 minut časa dnevno. Zdaj prva možnost je, da je to res in to je grozen, ker pomeni, da 2/3 teh poslovnih žensk so čisti iz ravnotežja med odnosi in med službo. Totalno iz ravnotežja, ampak totalno. Drugo pa, da oni mislijo, da morajo to reči, ker bomo Slovenci to cenili in se lažejo. Ampak če se lažejo, je pa grozen to, da bomo mi to cenili, da nimaš ni 10 minut časa za svoje zasebno življenje, ker skozi delaš. Kaj ti nekaj, kar to bi bilo posebno predavanje, mislim, ni zdaj ni časa, ampak če vi prisegate na pridnost, na delo kot trpljenje, potem sovražite učinek. Ker kaj pomeni učinek? Da ste nekaj končali. In ker ste nekaj končali, čakamo, zdaj pa konc. Kaj pa je zdaj to? To pomeni, da ne morete več trpeti. In zato bom serviral sam ta podatek. V Sloveniji je po produktivnosti dela manj kot 80% in smo na predzadnjem mestu za Grki. Pazite, pa vsem teh vloženih delovnih urah, kjer smo drugi na svetu za Japonci, smo po učinku predzadnji za Grki. Se predstavljate? In to je puritanizem, ker je treba trpeti na delu, ne pa učink narediti, nekaj pa jeti na empir, se upravičujem, empira napijajo. Ok, in zdaj ta kombinacija, ta neverjetna kombinacija puritanizma, egoizma in je seveda vod do odnosa, ki ga imamo na delu. In to je zadnja Galupova raziskava v 142 državah, 180 milijonov zaposlenih je odgovarjalo na vprašanje, a vas vaše delo zanima. In res, 13% jih delo zanima. 63% reče, jaz poberem plačo, briga me, to nima nič z mano. To je zelo kočljiva pozicija, ker mi nismo tako narejeni, da bi nekje čepelo 8, 9, 10 ur in si mislili, to nima nič z mano. To, kar delamo, nas oblikuje.
In to so ljudi, 63% ljudi si laže samo v sebi. Trdim, odločen. Pa ste zdaj, 24% je aktivno saboterski in destruktivno ravna na svojem delovnem mestu iz frustracije, ker sovraži svoje delo. Zelo zanimivi podatki. 142 držav, 180 milijonov ljudi. Gremo dalje. Raziskava Amerik o sreči nesrečnih, 2/3 ljudi nesrečnih. V Angliji druga raziskava, ki je bila ponovljena tudi na Nizozemskem, in je bilo vprašanje, ali smatrate, če bi ukinili vašo službo v ta trenutek, ali bi to kdo opazil. In 37% ljudi odgovorili ne. Nihče ne bo opazil, da je moja služba povsem nesmiselna in nepotrebna. In na Nizozemskem je na isto anketo istega podjetja odgovorilo 40%, tako da je nesmiselno njihovo delo. In ta je zadnja, mislim, da prejšnji teden, ko vključuje, 14 dni nazaj, ko vključuje tudi Slovenijo, 53% zaposlenih na delovnem mestu trpi. Juhu. In zanimivo, 2/3 bi se prekvalificirali, najraje. In izjemno malo se jih strinja z vrednotami organizacije. Kar je zelo zanimivo, če spomnim onega Friedmana, da je organizacija mora samo grabiti denar in nič drugega, 27% se strinja s tem. In v tem mešanci pridemo do trenutnega stanja nezadovoljstva, ki je fascinantno in se kaže na različne načine. En je od teh, da recimo v Ameriki je 50 milijonov Američanov prepričano, da so alergični na moderno življenje. Grejo na službo, pa kar izpuščaje dobi, ali pa ga začne dušiti. Psihosomatske bolezni, razumete, harajo okoli. Pa ste zdaj razne izgorelosti, ne zaradi preveč dela, ampak zaradi neumnosti in frustracije v lastnem delu. Poglejte ta naslov, neke raziskave, pri 32, če ste prišli iz faksa pa 25, po 7 letih imate vsega dosti in ste že kandidat za izgorelost. Ok, to je še podobna. In seveda imamo tle aroganco Elona Muska, ki seveda brez podpore za nezaposlene in tako naprej. Ok, dobro, to je pregled trenutnega stanja, ki je stanje izjemnega nezadovoljstva, ogromne frustracije, kar se vidi povsod. Pa ljudje tam enega študenta, ki jih za PCT vpraša, ga pa ozmerjajo totalno. Če ste vi toliko iz ravnotežja, da imate slabo zasebno življenje, odnose in frustracijo v službi nad nesmiselnim delom, potem valjda boste noreli tam nekje, kar nekje. Ampak kaj zdaj? Izhodišče je, da ljudje hočemo opravljati smiselno in ustvarjalno delo. Ustvarjalno, kot sem rekel, vedno vključuje elemente igre. In smiselno delo vedno vključuje drugega, torej družbeno koristno. In tle je učiteljev tipično delo, ki je smiselno in ustvarjalno, ker zmeraj vključuje drugega, ne vem, kaj smo zdaj drugega tle reči. In zdaj je udarila pandemija. In zdaj vi berete članke o tem, da so delavci izginili. V Ameriki jih manjka, ne vem koliko, desetine milijonov. Nočejo delati več, ne pridejo nazaj. Kje so ti ljudje? Jaz sem šel malo zbirati podatke. Na Amazonu gledate 21% več prodaje kitar. Prodaja knjig je zrasla, klasiki so zrasli. Ano Karenina se zdaj bere. Jaz nisem nikoli prej imel časa, res sem lani v pandemiji to prebral, par ruskih klasikov. Za 200% več učenja tujih jezikov. In po anketi 40% ljudi pravi, da je izboljšalo svoje digitalno znanje, ker so imeli čas končno, da to naredijo, in bi 77% jih bi delali nekaj drugega, kar zdaj počnejo. In ta angleška anketa, samo 6% angleške javnosti bi se vrnili v iste stvari, kot so bile pred pandemijo, v iste službe in v iste slabe odnose, kar je izjemno zanimivo. In zdaj bi jaz končal s tem, da vas opozorim, da vas opozorim na nekaj, čemu znanstveniki pravijo plavec modre cone. To so neke kulture na svetu, kjer je zadovoljstvo življenjem najvišje, kjer zato je tudi najboljše zdravje in ljudje najdalj živijo. In to so te modre cone, ki niso v nobenem kontaktu bile nikoli druga z drugo, ampak
Tle je 9 značilnosti, ki si vse te delijo, ne. Prva je zmerna fizična aktivnost, a rdeče sem pobarval tisto, kar vključuje skupnost, ne. Smisel življenja in dela, kot sem rekel, to je delo, ki vključuje drugega. Zmeren stres. Kaj je stres? Stres je dotok novosti. Se pravi, da ni preveč in ni premalo, ker premalo novosti nas pa tudi uničuje. Se pravi, zmeren dotok novosti, zmerno število kalorij, ne, predvsem rastlinske hrane, zmerno uživanje alkohola in kozarc vina v družbi, ne da se sami naljoskate iz obupa v petek zvečer, ne, pred televizorjem. Pripadnost duhovni ali verski skupini, pripadnost družini in vključenost v družbeno življenje. Evo, to je recept, ki je star 1000 let, nič boljšega vam ne morem povedati. Ampak v resnici je to tako. Vsak trenutek, vsakega našega dneva mi lovimo ravnotežje med smiselnim delom in smiselni odnosi. In občasno, mogoče pred novim letom, se dobro ustaviti in si pogledati so leto nazaj in si reči, ko sem pa jaz lovil to ravnotežje. A sem dobil kakšne nove prijatelje, odnosi z mojim partnerjem, a se res pogovarjajo 10 minut na dan, a z otroci res 3 minute na teden se samo smiselno pogovarjajo. In z isto delam, ne. Ker pazite, par let nazaj je direktor enega slovenskega podjetja na podelitvi nagrade za menedžer leta izjavil, moje podjetje je meni pomembnejše od žene in otrok. Res, ta citat obstaja, ne bom imena zdaj, ampak to sem kaže, kako izven ravnotežja je ta človek. Pa ne vam zdaj izrečem. Ampak to je vprašanje, evo, pravo novoletno vprašanje, škoda nisem pustil daljše bele brade, da bi lahko rekel in vam zastavite si sami to vprašanje pred novim letom in si nanj ga odgovorite o ravnotežju, ki ga moramo skozi iskati in se zanj ga boriti. Ok, najlepša hvala, kako sem šibo.